Ste že dolgo v železarni? Ja, že. Koliko časa? 34 let bo vsega skupaj. Se vam zdi, da so se razmere v prid delavca kaj spremenile v zadnjem času? Vse? V kakšnem smislu? Ja, v tem smislu, če vidimo, da nam kaj ni pogod, stopimo skupaj pa povemo, kako rad, potem se nam pa ugodka, ne? Če je mogoče, če preveč ne zahtevamo, ne? Koliko časa ste pa že vi v tovarni? 19 let. 19. In ves čas delate na tem delovnem mestu? Ne, vse povsod, po Mosinah, tle, gor in dol. Zdaj sem pa tle že let. Se dobro počutite v tovarni? Ja, lahko še bi boljš. Kaj bi pa morali izboljšati? Ali bez denarja. Pa razpravljate kaj o tem? Seveda se razpravlja. Vi osebno kaj diskutirate? Ja, nisem preveč podkovan v tem, ker sem slabo pismen, ampak včasih se pa tudi postavim. Pa vam ti delavci, ki delajo tukaj spodaj, vedno pod vami, ki zavidajo, ko se stalno vozite? Oni nič mi ne zavidajo, verjetno da ne. Ampak vesel so, da pazim na ne, da se kaj ne naredi. Kako pa ste sicer zadovoljni s svojim položajem v tovarni? Še kar gre, no. Je boljše, kot je bilo? Ali stagnira? Ja, zdaj imamo boljše, kot je bilo. Prej časi pa pred par leti imamo slabšega, zdaj pa že imamo bolj spet. Da se vam zdi, da vi kot posameznik lahko kakorkoli vplivate na razmere v tovarni, na odločitve? Ja, zadnji čas kaže, da že imamo bolj. V katerem obratu delate? Delam v obratu žičarne. Koliko let ste že v železarni? V železarni sem od 57 leta, od 15 let. Kako se počutite v železarni? Čutim se še kar dobro, no, zdaj se je malo zboljšal tole. Ni več tako težko del, ki je bil čas, ali? Z Zagreba sem doma. Pa se vam ne pozna pogovoriti, da ste iz Zagreba? Ja, zdaj sem že 26 let na Jesenice. Mislim, delam v železarni Jesenice. In ste zrasli v železarno? Ja, precej sem zrasel v železarno. Takrat, ko sem prišel po osloboditvi v železarno, majhne obrate obratoval, zato ker ni bilo toliko materijala, pa tudi ljudi ni bilo. Ste že dolgo v tovarni? Ja, zdaj bom 2 let, ker sem prišel z armije. Predtem pa ste se šolal? Predtem sem se šolal v industrijski šoli na Jesenicah. Kako da ste se odločili za poklic v železarni? Ja, tudi moj oče je bil zaposlen v železarni in... Ste zadovoljni, da ste se za to odločil? Sem, ja, sej. Mislite ostati pri tem delu? Ja, mislim ostati tudi. Kako pa to, ko smo hodili po različnih obratih železarne in smo intervjuvali v glavnem starejše ljudi, ali mladi vse manj zahajajo v železarno? Vse manj je mladih v železarni, zato ker vidijo, da rastejo po Jesenicah nova podjetja, v katerih pridejo na lažji način do večjega zaslužka. Vi ste zdaj že 20 let v tovarni. Ja. Se vam zdi, da se stvari za delavca spreminjajo na boljše? Ja, to je prav gotovo. Sicer se spreminjajo na boljše, ampak za vse tudi ne. Ker če mi pogledamo samo, kolikokrat so se od 50. leta pa do danes popravile tarifne postavke in so se popravljale zmeraj samo na procente navzgor. Torej, ta mal delavc je zelo malo dobo gor, ta velik pa na temu precej. In to mislim, da za delavca ni pošteno. Pa o tem delavci razpravljajo? Ja, razpravljajo, samo kolikor razpravljajo od tega, pravzaprav se že reče tako, da se nič ne sliši, ne. Ali potem lahko govorimo, da je samo upravljanje zaživelo, da delavc odloča v tej tovarni, ali je še vedno to bolj geslo kot pa resnica? Po moje odloča samo za gotove stvari, za vse pa ne. Ker če mi pogledamo samo tisti, recimo na delavskih svetih, jaz sem bil veliko v delavskih svetih, je v obratnem delavskem svetu, v centralnem delavskem svetu. Ampak če tako vzamemo, že vse tiste sklepe, ki smo mi sprejeli, smo imeli že na papirju napisane. Ni bilo dosti razprave. Ja. In kaj pa mislite, da je še problem, da recimo zastopniki delavcev, proizvajalcev ne sodelujejo tako aktivno v teh organih? A veste, kako je? Tako čisto pošten povedan. Delavci, vsi tisti delavci, kateri so v delavskem svetu, žiher rečem, da niso dovolj podkovani, da bi razumeli vse tiste stvari, katere se razpravljajo. In so gotove stvari, ki se jih sprejme, ampak bi žiher rekel, da gotovi ne vejo, koga so sprejeli.
Panorama, ki je ni treba posebej predstavljati. Med vršace stisnjena dolina, ki svojo preteklostjo in svojo sedanjostjo še kako odmevno sodeluje v pisanju življenjepisa o Sloveniji, slovenskem človeku. Tovarna, ki je s pečmi prižgala življenje ljudem v dolini. Skozi desetletja jim je dajala ne vedno enako velik kos kruha, hkrati pa z oblaki rdečkasto rjavega dima jemala marsikaj in spreminjala podobo kraja. Železo iz teh peči in železar ob pečeh sta že desetletja nosilca vosko grlo zgornje Savske doline stisnenega napora in boja za lepše, za boljše, za bolj bogato. Skopost v dajanju in brezobzirnost v jemanju, v izkoriščanju, je jeseniškega železarja pognala v upor, v revolucijo, ki jo je tudi zmagovito končal. Pred dobrima 2 desetletjema so zapisali, da so delavci vzeli tovarno in življenje v njej v svoje roke. Odkrili so spomenik ustvarjenim pogojem, zato da bi besede postale dejstvo. Kje so v železarni v tem dolgotrajnem in zapletenem procesu spreminjanja preprostega, a zgodovinsko pomembnega gesla v stvarnost? Kje so ovire, ki povzročajo vijuganje poti? Kje morda demagoška fasada poskuša prikrivati dejansko stopnjo resnične samoupravnosti? Poskušamo biti čim bolj odkriti, da bi bili bolj resnični in bolj učinkoviti. S tako izpisanim delovnim nalogom smo se za nekaj razgovorov in nekaj srečanj pridružili jeseniškim železarjem. Otvarjam sestanek delovne skupine in vas lepo pozdravljam. Dnevni red je sledeč. Prvič, poročilo o delu v strojnih delavnicah za mesec februar. Drugič, poročilo in razprava o osnutku pravilnika o podeljevanju delovnih priznanj članov delovne skupnosti Združenega podjetja slovenskih železarn, Železarne Jesenice. Tretjič, novi sistem nagrajevanja in predlogi za bodočo ureditev. V mehaničnih delavnicah prisostvujemo sestanku delovne skupine, v kateri, kakor pravi statut, uresničujejo železarji neposredno samoupravljanje. Imaš zdaj gotovi ljudi, ki bojo dobili pri 35 letih, zdaj imajo pa eni že 36 let. Tle bo že vprašanje zdaj po delavnic gotovih ljudi, ki bojo zdaj šli v penzion. In imajo 36 let, to se pravi, da ne bo nič dobil, šel bo pa drug let v penzion. Kaj bo s tem ljudmi? A dobijo ali ne dobijo? Po temu osnutku ne dobijo. On je zdaj bil toliko let. Ja. Ste pripombe, da to ni pravilno. Tako. Če je bil toliko let v železarni in je zdaj zapadel ravno, ker je letos prvič se to izplačuje. In po mojem mišljenju to ni pravilno, da ne bi nič dobil. Ker vsaj imajo tisto od 35 let naprej bi mogli oni vsaj vzeti v vzir. Ker čez leta ali pa 2 leta v penzion stvari pa nič ne dobi, ne. Jaz bi predlagal, da bi jih vzeli njih tako, da so 35-letniki. To se pravi, če bo on šel v letu od 35 službene dobe do 40 penzione, se ga vzame, kot je bila dela 35 leta. To bom jaz zapisnik unesel, ker jaz na to vprašanje odgovora ne morem dati, bomo dali zapisnik. Ne, se ga osnutek tudi ne omogoča. Osnutek ga tudi ne omogoča, ja, osnutek tudi ne. Še manjših dob, ker grejo ljudje invalidsko v pokoj. On je prisiljen iti v penzion, ker ga zdravstveno stanje več ne dovoljuje delati. In on ima recimo 20-25 let. Ta človek, če bo lih med to mejo, ne bo dobil nobene nagrade. Torej to invalidsko pa še na noben skupin ni bilo.
govora. To je pa pametna zadeva, ker ta človek dobi invalidino, kot da bi mu polno delovno dobo in gre zaradi tega v penzion, ker se je pač v tovarni poškodoval in zato je pametno, da to zapišemo noter v zapisnik. Zdaj smo zdaj obravnavali penzioniste, pa tiste, ki bojo pokojnini, ali mislim, invalidsko se upokojili. Pa drugi ostali, naprimer, mora še čakati 3 ali pa 4 leta, da pride toliko delež, da bo on ta denar dobil. Če pa mi gledamo na podlagi tega, da je železarna pred leti zelo slab stala finančno, kdo pa nam garantira, da bomo mi čez par let dobili ta denar? Jaz osebno, naprimer, mi manjka še 3 leta, ne. Koga bo čez 3 leta, ne vem, pa mogoče sem dal v železarni, pa sem več doprinesel, tukaj kakšen drug, pa sem tudi pod nosom obrisal, ne. Meni se nas zdi to, kaj jaz vem, čist prav, ne. Recimo, jaz imam tak predlog, da bi vsi tisti, kjer so recimo 8 let, 13 let, 18 let, 23 let, 33, da bi vse tiste vzeli upoštev pri teh nagradah kot jubilante za nazaj. Pa bi pa še 2 let čakali in je že avtomatičen spet jubilant za naslednje leta. Samo vedeti pa moramo, čim več bo ta pravilnik zajel, tem bolj se bo to razdelilo. To pa jasno. Recimo na let, kot ste šla, drugi let bo mogoče sam 1000. Lahko zapademo spet v velike težave, fabrika pa prišlo pa sploh ne bo nič. To bo ena taka zbrka, jaz ne vem. 6 ali pa 7 let tovaren, poj recimo, saj za 5 let moraš biti izplačan, ne? 5 let si že noter. Ti skreč mi tukaj več tovaren prispel, že 2 let več noter, ker pa... Seveda, to ni prav. 5 let, ne? Seveda ni prav. Tlej bomo biti poj od 100 samo 7 ali pa 8, ki so slučajen jubilanti, ne? Kako moramo govoriti o jubilantu s 13 letem? Se tega tole jubilantu sploh... A kdo že 13-letnico poroke, ne vem kako slavnostno praznoval? Pa za vsak let nekaj, recimo Jurij ali 2 nos, če je nar, ne, pa ni vredno. Jubilanti pač, jubilante ne, to so dobe, ne. In je namen tudi to, ne, da neko še ljudi priveže na svoj podjetje, ne. Ker za 20 jurjev dobu za 4 leta nazaj, s tem ga navnač prvizu. Če že enkrat tudi denar zastalati, ne se vse ostalo, ne pa sam tisto, pravilo bi to delali. A samo strugarji so zmeraj tam na dan, kadar je mi skoblarje, mi skoblarje smo pa ostali, pa kamor več ne gremo, jaz sem že 26 let, pravzaprav 39 let gor, pardon, 33 let tele noter, pa ima samo steno. Glasi pa jaz tim vnos. Ne, si zmeraj sam Na mortem gor do Glasi pa jaz tim vnos. Kaj? Ja, samo strugarje stišete gor za skoblarje, pa ben ne reče nobene besede. To še za grupe gre, za grupe sem jaz postavil, ne za tega pa tega. Grupe, naša grupe, pa so nam odavljali. Torej, pravilno, in jaz pravzaprav prav želim, da vsa tale stvar noter pride. Zaradi tega, ker in na partijskem sestanku sem jaz tudi zraven, sem tudi te stvari razložil, pa tudi na drugih sestankih, pa po sestankih delovnih skupin. Samo s predlogi to namo dosegli. To je treba akcijo narediti. In ta akcija je, da vseh naših zapisnikih to pride. Razlika med tistim, ki naredi poklicno šolo in pa med tehnikom je samo 1 leto. Poklicni delavec štarta s 4. skupino, tehnik pa štarta z 11. Torej, ne ena grupa. To je še zmeraj status poklicnega delavca prenisko postavljen v naš delavski ureditvi. Še zmeraj prenisko. In to se morate boriti, samo spet vam rečem, brez vaše pomoči se ne da nič doseči. Ja, mi brez vaše pa tudi ne moremo. Sestanka delovne skupine je konec. Filmski trak je posnel samo izvleček, bolj v ilustracijo prizadetosti in načina reagiranja ljudi, kot pa za vsebinsko oceno sestanka, ki je trajal poldrugo uro. Se vam zdi, da je bil današnji sestank dober, koristen? Do nekaj je bil dober, samo se mi zdi, da še niso vsi iznesli vse tiste stvari, kar se tiče, da so težavnostni med delavci. Kjer pa so mislili, da si težave in problemi? Največkrat se to dogaja, da se med grupom tlele veliko več zve,
pa pove, kar pa recimo na samem sestanku. Pa kaj je razlog, da potem ljudje ne znašajo? Največ je recimo problemov, kar se tiče nagrajevanja. So stvari, ki recimo ljudje vidijo, da so grupe pri nas, recimo pri nas ta moja grupa je 7. ali 6. Imaš pa primer gor v predavalnih obratih, ima grupo 7. viličar, 8 viličarja. In mislim, strokovnost enega stroja ali pa strokovnost enega viličarja, da je zelo različna. Danes ste na sestanku govorili o plačah in o proizvodnji. Kako da se je razvila diskusija samo okrog plač, o proizvodnji pa pravzaprav ni bilo nobene diskusije? O proizvodnji dosti delamo, samo plače imamo. In je vedno tako živahno na vaših sestankih, kada gre za osebne dohodke? Ja, tako precej. Precej zaradi tega marsikaj obljubljajo, dajo pa nič. Se vam zdi, da je bil uspešen današnji sestanek? Bil sem še premalo. Kaj pa je še manjkalo? Sam plače nam tu ne gre. Če ne plače za brnas. Denarja je premalo. Pa razpravljate še o kakšnih drugih stvarih, razen o plačah. Zdi se mi, da danes, ko je bil prva točka dnevnega reda o proizvodnji, ni bilo nič diskusije. Ko je prišlo na plače, je bilo pa precej živahno. Seveda, ker mi premihne plače so, ker so skozi dajemo, že skozi 5 let se dajemo skozi, ne. Ja, pa se vam ne zdi, da so osebni dohodki tudi odvisni od proizvodne, od drugih? Zdaj proizvodna je dobra, recite, da so zmanjšali. Da smo zmanjšali iz 18 mesecev do planiranega dela, ne. Se je šef tako povedal. Pa se vam zdi, da se splača razpravljati na sestankih, kje zaleže? Prav nič, zdaj še nič zaleglo nikoli. A kje mislite vzrok, da ni zaleglo? Malo je bil prejšnji šef kriv, takrat so se dejali tiste kategorije, takrat je bil največ kriv. Takrat mu dati tvojim ljudem v pogled, tisti pravilnik je pa spravo malo uljali, sva zaklenil. A zdaj pa boljše? Ja, zdaj pa tudi ne more kar hit popraviti, ali te nov šef, tudi ne more kar gor vzdigniti vsega, ne. Torej, lahko rečem, da zelo malo delovnih skupin se velikokrat razgovori se učijo okrog osebnega dohodka. Zelo dosti pa se učijo vprašanje okrog proizvodnje, okrog mesečne proizvodnje, okrog te mesečne problematike. Naprimer, imam nek zapisnik od zadnje delovne skupine, ko ima na dnevnem redu informacijo o proizvodnji za mesec februar 72, higiensko tehnično varnost in pa razno. Ta delovna skupina pod prvo točko prav, da je sicer do neke mere zadovoljna z proizvodno v mesecu v februarju, vendar pa je zelo kritično postavlja vprašanje o kvalitetni problematiki te proizvodnje. Naše analize kažejo, da osebni dohodki sploh niso na prvem mestu, razprave o osebnih dohodkih niso na prvem mestu, pač pa res je, da delavci veliko pogosteje diskutirajo o tistih stvarih, ki se neposredneje tičejo njihovih koristi, pravic, dolžnosti in razgovore zanje načenjajo sami ne glede na to, če so na dnevnem redu sestanka oziroma niso. Na splošno se najpogosteje pogovarjajo o proizvodni oziroma obratni problematiki, kjer razpravljajo o svojih načrtih za prihodnost, pregledujejo realizacijo planov, ugotavljajo morebitne vzroke za neuspehe, opozarjajo na nepravilnosti, na morebitna dotrajana orodja, stroje in podobno. Prav tako zelo veliko debatirajo o varnosti pri delu. Vodja delovne skupine po sestanku napiše zapisnik, ki ga dobijo v roke obratovodje in samoupravni organi tovarne. Izvlečke iz zapisnikov pridejo v roke službam ali posameznikom, ki jih najkonkretneje zadevajo predlogi zahteve ali pritožbe. Le-ti so dolžni ukrepati, obvestiti o ukrepih prizadete delovne skupine ali pa jih obvestiti, zakaj predlogov ali pritožb niso mogli upoštevati. V vsej železarni je 256 skupin in vsa njihova dejavnost je registrirana v teh fasciklih. Kako pa je upoštevana njihova dejavnost v praksi? S sistematičnim opazovanjem delovnih skupin smo pri nas začeli ob koncu leta 70. Naš problem je bilo število sestankov delovnih skupin in pa problematika, ki je bila na njih predmet razgovorov. Na začetku se je opazila določena stagnacija v pogostosti sestajanja, v vsebini pa smo vedeli samo to, kaj naj bi delovne skupine na svojih sestankih obravnavale.
Razlike v pogostosti sestajanja so bile na začetku še veliko večje, kot so sedaj, zaradi tega, ker je nova vloga, v katero so bili postavljeni delovodje po samoupravni poti, od njih zahtevala poglobljeno poznavanje človeka, medosebnih odnosov, dodatno znanje z področja vodenja delovnih skupin in vodenja sestankov sploh. Zato so se v tej situaciji pač bolje znašli tisti delovodje, ki jim ta situacija ni bila povsem nova. Vi ste vodja delovne skupine v Valjarni. Ali nam lahko predstavite aktivnost delovne skupine? V čem je ta aktivnost? Ja, aktivnost delovne skupine je v tem, da ima čim več sestankov, oziroma da se čim večkrat pogovori o vseh teh zadevah, ki pač delavce zanimajo. Pa ti sestanki so redni in se na njih resnično razpravlja, ali so samo formalni? So redni. Mi imamo vsak mesec 10., ko imamo vse rezultate svojega dela, imamo obratovodsko konferenco, tam dobimo informacije in potem od 5 dneh približno do 15. naredimo sestanek delovne skupine. In tam potem obravnavamo svoje proizvodne rezultate, pa tudi pomanjkljivosti, ki so bile v preteklem mesecu. Ali ta delovna skupina na svojem sestanku lahko o čem dokončno odloča ali lahko samo razpravlja in daje predloge? Ja, pravzaprav, če bi rekel, delovne skupine so se uveljavile zadnje leto šele. Prej pravzaprav nismo niti vedeli, kaj naj bi delali, kaj naj bi razpravljali. Tudi materijala včasih nismo imeli za razpravo. In zdaj se to vse bolj uveljavlja in sklepi, ki jih tako rekoč delovna skupina sklene, se izvajajo. Lahko neko stvar, recimo, ki se vedno izvajajo, če je upravičeno? Skoraj vedno, ne. Ker če se gre za recimo za tovarno kot celoto, potem mora pač ogromno delovnih skupin razpravljati, in težko je pol uskladiti mnenja. Dočim v obratu, kar se pa v obratu dogovori, se pa redno vse tako rekoč izpolnjuje in sklepi izvrše. Ali se vam zdi, po izkušnjah, ki jih imate s to delovno skupino, mislim, a je ta samoupravni mehanizem, ki je razvit v tovarni, nekaj, kar so ljudje sprejeli, ali imajo občutek, da jim je to vsiljeno in da tega ne potrebujejo? Ja, to je težko reči. Gotov procent ljudi imajo občutek, da je to potrebno. Gotov procenti pa tudi ljudi, ki tega mogoče ne razumejo ali pa, kaj sve, imajo drugače mišljenje, da je pa tudi kukor, da bi bil vseljiv. To je gotovo manjši procenti. Se vam zdi, da ta glas delavca, recimo v delovni skupini, vedno pride tudi do najvišjih samoupravnih organov in vodstva podjetja, če je potrebno? Pride, ja, zato ker je pač delovna skupina, naredim jaz kot vodja zapisnik, in ta zapisnik gre na obratovodstvo in potem na samoupravne organe železarne. Po drugi strani pa še v našem glasilu železar so vsi zapisniki v kratki vsebini povzeti, tudi objavljeni. Železar je prav gotovo pomemben člen v procesu samoupravnega komuniciranja v delovnem kolektivu železarne. Že 14. leto izhaja kot tednik v nakladi 8700 izvodov. Lahko trdim, da je odmevnost med našimi bralci dost pomembna, vsaj za nas, kajti večino našega glasila pravzaprav sestavljajo ravno prispevki članov kolektiva, ker nimamo profesionalnih novinarjev in nam oni pri sestavljanju tedenske številke na eni strani pomagajo z dopisi, na drugi strani pa tudi z signali, kje in kaj in o čem ne bi pisali. Tako so nam, na primer, sestanki delovnih skupin dost pomemben področje, kjer prav dobimo signale, o čem naj pišemo, ker če se nek problem ali neko vprašanje v večji množici delovnih skupin pojavlja, potem je prav gotovo potrebno dati nanje tudi ustrezen odgovor. In ta odgovor običajno poiščemo pri ustreznih strokovnih službah ali pri določenih posameznikih.
Zanimalo nas je, kako so se delavci zrasli z delovno skupino, ali jo že čutijo in cenijo kot učinkovito sredstvo soodločanja. A redno sodelujete na sestankih delovnih skupin? Redno. Vsak mesec enkrat se skliče sestank in se redno zberemo. A sodelujete kaj v razpravah na teh sestankih? Ja, sodelujem. Skoraj vsake razprav sodelujem. Reden. Katere vprašanja vas pa najbolj zanimajo? Ja. Zdaj osebni dohodki, ker proizvodnja se je zelo popravila, osebni dohodki na naš težek del, so pa zelo nizki. Bi rekel, za samo delovno skupino, samo za eno, za celotno železarno nima pomena. Pač pa vse delovne skupine v železarni, če se zavzamejo za eno stvar, je v tem sprememba. Za manjše stvari pa tudi sama delovna skupina. Imate občutek, da ste pravzaprav kakšno stvar spremenili ali uredili prav na pobudo delovne skupine ali pa posameznih predlogov? Večkrat se je to naredilo. Kar se predlaga, pa če je ta predlog dober, se to tudi uresniči. Kot tipičen primer, kako lahko delovna skupina uveljavi svoje mnenje, je ravno zadnji primer, ko je bil dan v razpravo pravilnik o jubilantih. Namreč pravilnik je določal, da jubilanti dobijo značke, diplome in denarne nagrade. Ti jubilanti so delavci na 5 let, torej 5, 10 in tako naprej. No in delovne skupine, ko so razpravljale o tem pravilniku, so skoraj vse prišle do istega spoznanja, da v tej obliki ta pravilnik ne more biti sprejet, ker situacija, kakršna je sedaj, gospodarska, predvsem v Jugoslaviji, ne garantira, da bo lahko jubilant v naslednjem letu tudi dobil denarno nagrado. In je sigurno, da mora delavski svet upoštevati mnenja delovnih skupin, še prej pa seveda ustrezna služba, ki je pravilnik pripravila in ga bo morala sedaj ustrezno temu spremeniti. Kaj pa delovna skupina? Se vam zdi, da je pa življenje in delo delovne skupine in razprave, da je pa to koristno? Ja, seveda je koristno. To je prav gotovo, da je, ker če tega ne bi bilo mogoče še veliko slabiš, kot je, ne. Naprimer, naša delovna skupina, če vzamemo samo naš obrat tlele, mi smo imeli v lanskem letu, žihar rečem, ne vem, če je kakšen mesec izostal, ali pa nobeden, žihar rečem, nobeden. V vsakem mesecu smo imeli sestank delovne skupine. Ne zdi se mi pa prav to, da na sestank delovne skupine pride samo naš asistent. Odkar imamo novega šefa, žihar rečem, novega ga še nisem videl na sestanku delovne skupine. Predvsem moram poudariti tukaj delovne skupine, ki so formirane po obratih, katere rešujejo vrsto problemov, ki so za nas, za tehnične ljudi, sila pomembne. Pomembne so zaradi tega, ker z njihovih mnenj dobimo dosti predlogov, na katere se potem oslanjamo in le na osnovi tega lahko pričakujemo boljše rezultate v svojem obratu. Kot obratovodja obrata sem zelo skrbno pregledujem zapisnike delovnih skupin, na katere potem tudi odgovarjam, okolikor je to v moji moči, okolikor pa to ni, pa te vprašanja posredujem naprej službam, za katere tudi dobim v kratkem času odgovore. Menim, da pri osnovnih organih oziroma pri osnovnih celicah samoupravnega mehanizma pri delovnih skupinah, da bomo morali posredovati jim več boljših, vsebinsko boljših, bolj razumljivih informacij, predvsem pa načrtne informacije. Da bomo morali zagotoviti zvratni tok informacije in po teh informacijah tudi reagiranje od odgovornih delavcev in služb. Kar se pa tiče organov upravljanja, ravno tako moramo zagotoviti dobro informacijo, predvsem pa smatram, da je potrebno, da se sklepi, ki jih ti organi sprejemajo, dosledno izvajajo po odgovornih delavcih in danih izvršilnih organih in službah.
Delovne skupine so temelji samoupravne zgradbe v tovarni, ki jo predstavljajo sveti 8 delovnih enot, delavski svet železarne ter kolektivni in individualni izvršilni organi v obratih, enotah in za vso tovarno, ki so prevzeli s statutom natančno določene samostojne pristojnosti nekdanjih upravnih odborov. Še otvarjam skupno sejo odbora za kadre in splošne zadeve, ter vas pozdravljam. Za dnevni red predlagam eno točko, razprava o predlogu reorganizacije obratovodstva. Po uvodni informaciji direktorja kadrovskega sektorja se je razvila živahna razprava. Namen novega dokumenta je boljša organizacija obratovodstev, ki naj bi zagotovila zanesljivejše napredovanje strokovnih kadrov. A s tem, ki je postavljen tehnolog, obratovodja, da se ne ukvarja več za kvaliteto, oziroma se ukvarja samo posredno. Je to že kaj bolj natančno določeno? Ja, tako je tudi mišljeno. Da ne bi zdaj obratovodja hodil na kvalitetne konference, ampak ne na kvalitetno konferenco. Zdaj, če jaz s to konferenco ponazorujem odgovornost tega človeka, ne? Mi smo tle v večjih protislovjah. Nekje je to, da nismo organizirani imeli v pravem pomenu obratovodstvo in predsednik prav ugotovil, da obratovodstvo za vse odgovarjal in vse prenašal in bo opredeljene teh funkcij. Na drugi strani smo pa konstatirali v preteklosti in ne malo primerov diplomiranih inženirjev z obratov, ko so govorili, kaj vse počenajo. Vse drugo delajo kot pa tista inženirska posla, za kar smo jih šolali. Podoben je tudi na drugih delovnih mestih, zato mislim, da se moramo še enkrat gremo v reorganizacijo. Zmen, mislim, ne zdaj tlele, ampak da je to, naj bo to sistemsko delo, da bojo ta mesta tudi ustrezno zasedena. Danes niso, jaz mislim, za sebe vem, zakaj niso. Zato, ker če je nekdo v proizvodni, ne morem, za moje pojme, ni enako delo enega, recimo enega inženirja, ki naj bo prvi asistent na plavžu, martinarju, v nekem težkem obratu ali pa v eni službi. Ne oporekam mu strokovnosti ali pa odgovornosti za njegovo delo. Vse je v redu, samo pogoji dela so pa tako bistveno drugačni, da bi tudi materialna stimulacija mogla biti bistveno drugačna, pri nas pa tega ni. Ali bo s to reorganizacijo premoščena ta vrzel, ki danes nastopa? Danes imamo za direktno proizvodno odgovorni je kdo? Dnevski delovodja in pa preddelavci, tako rekoč, vodilni delavci. Za vodenje kompletnega obrata je odgovoren obratovodja, naprej kolegiju in svojemu direktorju. Asistenti, dnevski asistenti ali s kakršnim koli nazivom so pa več ali manj se čutijo ljudje v senci. Če bomo mi spremenili obratovodstvo za glede na tehnologijo pa vodne proizvode in tako naprej, moramo enako spremeniti tudi vzdrževanje. Če to mi ne bomo naredili, nam vsa dobra tehnologija ne bo nič pomagala. Tole me zanima, kdaj je to planirano, da bo ta nov sistem šel, oziroma kaj je mišljeno, kaj se bo pripravilo, kar se izobraževanja tiče. Ker tle, kot je direktor omenil, ekonomika podjetja, organizacija, marketing, načrtovanje, vodenje, delo z ljudmi, to je toliko novih znanj, pa dobro vemo, da jih zdaj dovolj ne obvladamo. Z novo organizacijo jih bomo morali pa še bolj. Vi ste predsednik odbora za življenjske pogoje in rekreacijo. Katere so osnovne delovne obveznosti tega odbora? Osnovne delovne obveznosti tega odbora so zelo široke, saj zahtevajo obravnavo celotnega področja družbenega standarda, kamor spada stanovanjsko vprašanje, to se pravi nakup stanovanj, izgradnja stanovanj, individualna gradnja, delitev posojil, spada potem vprašanje rekreativne in športne dejavnosti, vprašanje vdihov v naših počitniških domovih, vprašanje samskih domov in pa tudi prevozi na delo. V čem je poudarek pri izbiri ljudi v te odbore? Ali je že večji poudarek na strokovnosti ali na zastopanosti vseh delov vaše tovarne? Torej, z ozirom na strokovnost same teme, ki jo obravnava ta odbor,
je vsekakor zahteva se tudi primerna kvalifikacijska struktura tega odbora, da je potem tudi lahko v zadostni meri odgovoren, strokovno odgovoren za sklepe oziroma za svoja izvajanja. Zato so v tem odboru pretežno člani z vsaj srednjo šolo, medtem ko so tudi predstavniki delavcev. Prej je te stvari obravnaval upravni odbor, zdaj pa zato poseben odbor, ki se ukvarja samo s tem vprašanji, ali je delo zato kvalitetnejše? Brez dvoma. Prejšnji upravni odbor si preprosto ni mogel vzeti toliko časa, da bi ta vprašanja predebatiral enako redno s problemi proizvodnje, ekonomike in tako naprej. In so odločili po posameznih vprašanjih najprej trije po dogovori in zauzeli enostavno hiter sklep, tak ali drugačen. Prav zaradi tega se vsi člani odbora, vključno s kadrovskim sektorjem in pa sindikalnim odbori, zavedamo, da smo zato postavljeni, da dokončno in popolno obravnavamo posamezno vprašanje. Pa so v odboru, samem vašem odboru, tudi zastopani neposredni proizvajalci? Ja, skoraj vsi so pravzaprav. Skoraj vsi so neposredni proizvajalci, zato jim lahko verjamemo, kadar ta problem obravnavajo, ker ga obravnavajo svojega stališča in tako obravnavani problemi so brez dvoma uspeh. Z novo samoupravno organizacijo je Centralni delavski svet prenesel del svojih pristojnosti na kolektivne in individualne izvršilne organe. Ali je s tem Centralni delavski svet kaj izgubil na svoji dejavnosti in učinkovitosti? Lahko trdim, da delavski svet ni izgubil na svoji učinkovitosti in na svoji kvaliteti. Namreč, s tem, ko je prenesel določene pristojnosti na odbore in komisije, to na individualne izvršilne organe in na kolektivne izvršilne organe, s tem je pravzaprav razbremenil svoje delo, s tem, da se ne ukvarja več z manj pomembnimi stvarmi, ampak da se resnično ukvarja s tistim, za kar naj bi delavski sveti po podjetjih resnično bili. Namreč ukvarja se predvsem s politiko železarne v okviru Združenega podjetja slovenskih železarn, tako na področju investicij, razvoja, plana proizvodne, financ in tako dalje. Enako pa se ukvarja tudi z podobnimi stvarmi v lastni železarni in s tem je pridobil na kvaliteti in na globini svojega dela. Celotna samoupravna zgradba ima svojo pravno utemeljitev v statutu. Ta dokument je menda med redkimi, če ne edini na Slovenskem, ki upošteva tudi takojšnji sestanek, torej prekinitev dela, kadar so izčrpane vse druge samoupravne možnosti. Seveda natančno določa tudi sankcija za neodgovornost in nastalo škodo. V tovarni imate izredno razvijeno samoupravno shemo, ki je okvir za dejanski vpliv, soodločanje in komuniciranje v vseh smerih. Je po vašem mnenju ta shema tudi dobila polno vsebino? Vidite, to so zapolniti vsebinsko vso to samoupravno shemo, ki je v železarni, je dovolj težak in bo tudi prav gotovo dolgotrajen proces. Zato ne bi upal trditi v tem momentu, da ima celotna shema že tudi tisto vsebino, ki smo jo ob formiranju tega pričakovali in ki jo seveda tudi upravičeno pričakujemo v prihodnje. Mnogo je zadržkov od tega, da se morajo ljudje sami navaditi, da jim te pravice gredo in jih tudi v polni meri izkoriščati, do tega, da vsi tisti, ki vodijo to podjetje, spoznajo, da jim je pri njihovem delu, pri doseganju ciljev, ki so lahko čisto tehnološki, poslovni, nujno potrebno sodelovanje celotnega kolektiva za uspešno doseganje takih ciljev. Kje so po vašem mnenju temeljne ovire oziroma temeljni problemi, ki so na poti razvoja v takšni smeri, kot pravite? Nedvomno je eden osnovnih vzrokov, da naši vodilni ljudje pogostokrat niso
pripravljeni po svoji formalni izobrazbi že za tako demokratično vodenje. Če pomislite, da je 256 delovnih skupin in da ima vsaka taka delovna skupina svojega vodja, ki bi moral vse te procese ne samo tehnološko in strokovno poznati, ampak tudi družbeno poznati, potem morate vendarle računati s tem, da bo dokajšen čas pretekel, da se bodo za tako demokratično vodenje vsi ti vodje usposobili. S tem pa ne trdim, da jih že veliko število ni sposobnih ustrezno voditi tako delovno skupino. Kaj pa vaša ocena, recimo i samoupravne osveščenosti ljudi, proizvajalcev? Vidite, ta kolektiv pravzaprav sestavljajo zelo različni ljudje. Zaposleni so iz cele Jugoslavije. Mi imamo dokaj veliko fluktuacijo ljudi v podjetju, zato mislim, da bi lahko trdili, da je večina kolektiva tudi perspektivno usmerjena, da pa vendarle nek manjši del kolektiva prihaja na Jesenice šele tipat, ali bo tu ustrezno se ustaliti in svoje življenje na novo zastaviti. Zato tudi včasih prihaja do zelo različnih osebnih interesov. Kako pa je z ovirami za polno rast samouprave v podjetju, ki izvirajo izven tovarne? Te ovire so zlasti pomembne zaradi tega, ker če bo mnogo dogodkov v našem gospodarstvu, ki daje ljudem občutek nemoči, potem sem prepričan, da bo ta proces vključevanja slehernega proizvajalca, da svojo lastno energijo, svojo lastno iniciativnostjo zagotavlja sebi boljše življenjske in delovne pogoje, še težji kot sicer, če bi te stvari mnogo bolj urejeno tekle, kot smo jih priča v tem danem trenutku. Z razgovori in sodelovanjem na nekaterih sestankih smo si poskušali ustvariti podobo sedanjega stanja samouprave v vaši tovarni. Kako pa vi, tovariš direktor, kot človek številka 1 vodenja te tovarne, razmišljate o nadaljnjem razvoju samouprave v vaši tovarni? Tovarna vsaka, če pa je velika in z veliko dolgo tradicijo, pa še posebno je neke vrste organizem, ki zahteva zelo veliko različnih aktivnosti. Če je postavljena v kraj, kot je naša železarna na Jesenice, pa predstavlja to še prav posebno breme, saj mora skrbeti ne samo za proizvodni proces, temveč tudi za vrsto drugih dejavnosti. Samoupravljavci zato pri svojih odločitvah vplivajo posredno tudi na življenje svojcev in svoje okolice. Železarna zato mora tudi v svojih odločitvah, ko sprejema nove samoupravne oblike, upoštevati ta dejstva. Samoupravna oblika, ki jo danes imamo, nas v celoti ne zadovoljuje, čeprav smo se pri izbiri in študiju ustrezne oblike zelo veliko zamudili in vložili veliko truda. Predvsem opažamo, da med delovnimi skupinami, obratom, delovno enoto in delovskim svetom obstojajo večkrat zelo rahle zveze. Delovne skupine včasih zelo ostro zahtevajo svoje pravice, to da ne preko normalnega toka, preko delovne enote, temveč direktno na upravo podjetja ali pa preko svojega obrata. Železarna je že od leta 1969 razdeljena na 8 delovnih enot. Te delovne enote niso v celoti zaživele in tu je glavna pomanjkljivost sedanjega sistema. Želeli bi v nadaljnjem razvoju tudi več povezovanj z našo predelovalno industrijo. Predelovalna industrija s posamezno temeljno organizacijo družbenega dela v okviru naše železarne bi lahko predstavila novo temeljno organizacijo družbenega dela ali pa samo organizacijo družbenega dela. Točna oblika bo ugotovljena, ko bomo našli skupne točke, ko bomo našli skupni interes in v zadnjem času zelo veliko študiramo prav te probleme s posameznimi partnerji
v okviru Gorenjske in pa v okviru cele Slovenije. Upoštev pride pa tudi partnerji iz ostalih republik. V naslednjih 3 letih bo železarna, tako kot v zadnjih 4, spremenila bistveno svojo fizionomijo. To pa tudi diktira nove oblike organizacije in novo obliko samoupravljanja. Prepričan sem, da v novi obliki delavci ne bodo z veliko zamudo sledili organizacijskim oblikam in bodo že takoj v začetku polno sodelovali. Take primere imamo v naših osnovnih obratih, predvsem pa v novih obratih Valjarna Bela. Z nadaljnjim poglabljanjem samoupravljanja v okviru obstoječih delovnih enotah in z nadaljnjim poudarkom delovnim skupinam računamo, da bomo dosegli večjo monolitnost pri odločitvah za nove investicije, za hitrejše uvajanje nove proizvodnje na teh novih napravah, za boljše izkoriščenje naprav in pa tudi za boljšo delitev sredstev za razširjeno reprodukcijo, za razširjeno družbeno reprodukcijo.